Nov upor proti koprskemu županu Borisu Popoviču. Tokrat s podpisovanjem peticije, s katero skušajo predvsem občani zalednih vasi opozoriti na županovo samovoljo in diskriminacijo. Medtem, ko najde denar za megalomanske projekte, samo za natečaj in začetek projekta najvišje stolpnice je že odštel 200 tisočakov, ljudem ne omogoči niti osnovnih stvari. Prebivalci in podeželje v Kopru, ampak tudi drugje, trpi in nima osnovnih infrastrukturnih pogojev. Od kanalizacije, vodovoda, elektrike, za mlade predvsem pomemben tudi internet in tako naprej. Skratka, gradi se na nekih osebnih in neusmerjenih vizijah in zanemarja potrebe prebivalstva. No, poleg tega jih mestna oblast ne vključuje v razprave o delitvi občinskega denarja. In tako so skrb vzbujajoča svarila krajanov Škofij že leta zgolj bob ob steno. Pa čeprav gre za slovensko sramoto. Njihove fekalije namreč izlivajo kar v naravo, saj kanalizacije preprosto ne dobijo. Blišč in beda na slovenski obali, kjer v Popovičevem Kopru vse cveti in dehti, po vaseh pa si hitijo tako Edmond Gašpar dobesedno zatiskati nosove. V ta potok se stekajo vse fekalije z škofijskega in plavskega hriba, vse tisto, kar ni v kanalizaciji, ki je neobstoječa. Pa čeravno so že pred 5 leti predvsem z evropskim denarjem zgradili osnovni kanalizacijski vod, do katerega bi morali speljati le še stranske in to od škofijskih hiš, pa jih niso, ker občina razgrinja Barbara Verdnik zanje še vedno ni dala denarja. Mislim, da so tukaj kršene, v koprski občini kršene ustavne pravice po enakopravnosti. Kako tudi ne, če se v Kopru proti nebu bočijo povsem neslovenske palme, denarja za pločnik pri škofijskem vrtcu in to za povsem slovenske otroke, ostrine ne skriva Matej Gabriel, pa ni. Vidimo, da lahko odložijo svoje otroke na cesti, ni poskrbljeno za prometno varnost, ni pločnikov, ni prehoda za pešce. In to, čeprav mestna oblast bogato služi ne samo s prodajo škofijske grude z elitnim pogledom na morje, in tu so še davki občanov in podjetij. Iz Škofij gre letno 2,5 milijona evrov, v proračun nazaj pa dobimo drobiž. In še s tem ravnajo kot svinja z mehom, saj ta isto cesto v pičem letu krpajo že drugič, zdaj za voljo vodovoda. Lahko bi to izvedli že v lanskem poletju, ko smo sanirali cesto zaradi posetkov na kanalizaciji. A kaj, ko bi s tem otegnili tudi zaslužek gradbinca in kdo gradi, preverimo pri delavcih. Mi smo podizvajalci za grafist. Natančno je Popovičevo prijateljsko podjetje in zato punč Škofijcev proti samovolji župana, njegovim lovkam in popolni ignoranci krajanov. In kaj se zgodi? Proda celo cesto. Tukaj vidimo 3 mejnike, zaradi katerih bo že tako prometna občinska cesta še ožja cesta, ki pelje do vasi brez kanalizacije, vasi nad Koprom, katerega bo spoštovani župan, ki ga zaman iščemo v njegovi mestni palači, slej kot prej tudi prismrdelo, ker voda pod Alpami prav tako teče navzdol in z njo vsa umazanija.